Pred nekaj leti smo se tukaj skupaj družili, dragi gledalci avtomobilnosti, namreč tam spodaj je osilnica, gor so kočevski pragozdovi in na tej skali ste v mojo kamero razlagali vaše prve vtise o Audiju e-tronu. Seveda o prvem Audijevem velikoserijskem električnem SUV-ju. No, tisti avto so pravkar prenovili in mu v skladu s prenovo nadeli tudi novo ime, Q8 e-tron. Se pravi, s tem so povedali, da gre za največjega med električnimi Audiji. No, danes pa smo na strmi rebri z ustrezno manjšim Q4 e-tronom Sportback. No, drugi Audijev električni SUV nosi oznako Q4. Se pravi, med Q4 in Q8 bodo verjetno slej ko prej urinili še kakšno oznako, še kakšen model, ker seveda Audi bo slej ko prej verjetno začel opuščati oznako e-tron, ker bodo pač vsi avtomobili, vsi Audiji tudi električni. Ampak tako kot veliki Q8 je tudi Q4 na voljo v dveh verzijah. Ali ima strm zadek, ali pa tak položen zadek. Se pravi, to je Sportback oziroma lahko bi mu rekli tudi kar Fastback. Na teh ovinkih smo z velikim Audijevim e-tronom testirali nabiranje elektrike z vožnjo po klancu navzdol. Ampak na tem mestu lahko spomnimo, da Audi ni med tistimi znamkami, ki presegajo na vožnjo samo eno stopalko. Se pravi, v tem avtomobilu ne morete popustiti desne stopalke, pa bo avtomobil zaviral na polno. To ni Audijev princip. Je pa res, da tudi v tem avtomobilu, ko boste vi desno stopalko spustili, ni nujno, da bo vedno pustil in vozil z inercijo. Če želite, seveda. Namreč tudi tukaj imate na razpolago avtomatski način, pri katerem se avtomobil sam odloča, koliko bo te rekuperacije potem, ko boste vi spustili desno stopalko. Lahko recimo uporabite tudi način B, s katerim avtomobilu jasno poveste, da vi želite te rekuperacije kar največ, ampak tisti najbolj zanimiv način pa je to, da pustite, da avtomobil najprej prosto jadra, potem pa, če vi želite, da bo začel zavirati z elektromotorjem, mu to poveste stikali na volanskem obroču. Ampak zakaj danes toliko besed o ozadju tega avtomobila, ne pa o samem avtomobilu? No, seveda zato, ker prav veliko nimamo za dodati k testu Q4 e-trona, ki smo ga že objavili. Namreč pri tem avtomobilu je bistveno predvsem oznaka 50. Oznaka 50 namreč pri Audiju vedno pomeni, da gre za model Audija, ki ima motor z močjo med 210 in pa 230 kW. Se pravi, v tem primeru govorimo o avtomobilu, ki ima moč motorja okoli 300 konjičev. No, narobe sem se izrazil, ker ne gre za moč motorja, ampak gre za skupno moč dveh elektromotorjev. En je namreč nameščen spredaj, drugi pa zadaj. In skupaj tvorita štirikolesni pogon. In zdaj pridemo do točke preloma. In ta točka preloma sliši na ime vozne lastnosti. Namreč ne samo takrat, ko gremo smučat ali pa ko gremo v nedeljo pohajkovat po hribih, tudi že na takšni asfaltni cesti štirikolesni pogon odigra bistveno vlogo. Namreč pri teh močnih električnih avtomobilih je pogosto tako, da ko mi na polno pritisnemo desno stopalko, s tem zelo veliko zahtevamo od avtomobila. In takrat marsikateri električni avtomobil v ovinku sproži delovanje ESP-ja. In ESP seveda pobere moč. Celo do take mere, da se mi pogosto včasih sprašujemo, pa kdaj bo že avtomobil pospešil iz ovinka. No, pri tem električnem modelu pa je vožnja skozi ovinke, dinamična vožnja, bistveno bolj lagodna. Zato, ker se z ovinki spopadata dva elektromotorja in seveda vsa štiri kolesa. Seveda, na voljo imamo quattro pogon. In ja, glede na to, da je to Audi, mora biti tudi izbira in različice pri tem Q4 e-tronu pravzaprav logična. Danes, glede na lokacijo, kje smo,
je seveda izbira vašega naslednjega klika povsem enostavna. Poglejte e-trona na strmi rebri.